Dober večer, ponovno lepo pozdravljeni v okviru KONS modula. Tudi danes vam predstavljamo umetnika, to je Tilen Sepič in njegov projekt Kozmični dež. S Tilnom so se pogovarjali Maja Burja, Luka Frelih in Andrej Gorišek. Preden pa jim predamo besedo, le še kratek napovednik. V nekaj dnevih je padla odločitev, da KONS modul podaljšamo še globoko v december, tako da ostanite z nami za nadaljnje dogajanje, seveda pa se udeležite oziroma prijavite delavnice Pixel broška, ki bo na sporedu jutri, in pa obiščite našo okroglo mizo v petek. Želimo vam prijetno poslušanje in se vidimo ponovno spet kmalu. Izvolite. Lepo pozdravljeni v spletnem pogovoru modula KONS. Naše izhodišče bo projekt, ki smo ga lahko zdajle tako fajn videli v tem predstavitvenem uvodnem videu, projekt Tilna Sepiča, Kozmični dež. Kozmični dež je svetlobno-zvočna postavitev, ki uporablja mionske detektorje kot prožilce svetlobnih in zvočnih oziroma kinetičnih impulzov, ki pa gledalcu v bistvu omogočajo čutno izkušnjo kozmičnih dogodkov, ki so vse okoli nas, ampak so našim čutilom nedostopni. Ta postavitev je trenutno razstavljena v prostorih Osmoze na Slovenski 54, je pa v trenutni situaciji na žalost zaprta za oglede. Seveda upamo eventuelno, da se nam čim prej pridružite v razstavnem prostoru, do takrat pa imamo na pobudo platforme KONS, znotraj katere je bil umetniški projekt tudi razvit. Danes lahko projekt predstaviti v nekoliko drugačni obliki. Dobrodošli so seveda tudi vaši komentarji, vprašanja, na katera bomo odgovarjali kar pod komentarji. No, z nami so danes Tilen Sepič, umetnik in industrijski oblikovalec, ki deluje na področju novih medijev, oblikovanja svetlobnih objektov, projektiranja svetlobnih instalacij. Potem Luka Frelih, predsednik društva Ljudmila, ki je pri projektu sodeloval kot tehnološki sodelavec, ter doktorja Andreja Goriška, raziskovalca, ki v okviru Inštituta Jožef Štefan dela na področju eksperimentalne fizike osnovnih delcev, ukvarja pa se tudi z outreachem znanosti. Tako da lep pozdrav tudi vsem vam. Tilen, zdaj mogoče čisto za začetek, da se malo posvetimo tvoji umetniški in oblikovalski praksi. V tej v bistvu kot medij prevladuje svetloba, ne, lotevaš se različnih recimo naravnih pojavov, ukvarjaš se zelo z človeško percepcijo, in verjetno v bistvu vsi, ki te poznamo, vemo, da si, ko pride recimo do materializacije, do obravnave prostora, da si izjemno občutljiv, da velik v bistvu poudarek daješ tudi recimo detajlom. In zdaj, kak izziv je v tem smislu recimo zate tokrat predstavljalo ukvarjanje z nevidnim pojavom, Kako si se lotil dela z mioni, same vizualizacije, recimo? Ja, pozdrav vsem najprej. Hvala za to vprašanje. V bistvu tukaj je bil največji challenge, bi lahko temu rekel, je bilo vizualizacija delcev,
ki so nam v bistvu nevidni. In v bistvu toliko več od tem nevidni, v bistvu niso tako, kot recimo, da bi merili veter ali pa neke premike vode, dejansko te zadeve pridejo izven našega osončja, ne, in brez teh detektorjev jih z lastnimi čutili ne bi mogli zaznati. Ne. Zato se mi pri tej inštalaciji zdelo pomembno to, da uporabim medije, ki so kolikor možno osnovni, se pravi materialni. Zdaj, v začetku je bilo mišljeno, da bo to svetlobna inštalacija, potem sem pa hitro videl, da svetloba ni dovolj haptična oziroma ni dovolj materialna osnovna, da prikaže premalo prepričljive, mogoče tudi zato, ker smo navajeni na ekrane okoli nas, ki so in na svetlobne vire. Zato sem se potem poslužil nekih kinetičnih elementov, se pravi solenoid motorjev, ki udarjajo po zadevah in s tem tudi akustično zvok in vibracije sprožajo take zadeve. Zdaj pa mogoče, da nismo v pogovoru čisto preveč abstraktni, a ne, v bistvu govorimo o enem umetniškem delu, ki ga zaenkrat na žalost še ne moramo videti v živo, hkrati pa tudi o delcih, ki so vse okoli nas, ampak so nevidni. Doktor Gorišek, bi nam mogoče lahko vi za en tak uvod povedali kaj več o kozmičnem dežju, mionih, kaj pravzaprav so ti delci? Kozmični žarki, ki padajo na Zemljo, v bistvu niso mioni, večinoma so protoni, potem je veliko tudi helijevih jeder oziroma alfa delcev, samo ti delci ne pridejo do zemeljnega površja, se pač v atmosferi sipajo in večino tistega, kar pride in lahko zaznamo na zemeljnem površju, so dejansko mioni, ker pač pri trku protona z atmosfero nastanejo drugi delci, ki potem eventualno razpadejo v velikih primerih do mionov in te mione pa lahko na površju gledamo z detektorji nabitih delcev, kot so tele, ki jih je Tilen postavil v inštalacijo. Imamo pa teh mionov na našem površju približno enega na sekundo na dlan ali pa na kvadratni decimeter, kakor hočete. Tako da v bistvu, če malo bolj plastično ponazorim, so v bistvu te mionski delci neprestano, recimo, da padajo na površje Zemlje, tudi skozi naša telesa. Zdaj zelo hitro, ki raziskuješ o teh delcih, mislim se tako v smislu googlanja in pop science naletiš, recimo lahko tudi na neke članke na vplivu teh mionov na naša telesa. A je v tem smislu kaj dokazanega, ali je to samo tako? Mislim, pač sigurno vplivajo, tako kot vsak nabiti delec, ki bo letel skozi naše telo, bo ioniziral del materijala, skozi katerega bo letel, pa lahko tudi kakšno drugo reakcijo naredi, ampak kozmični delci oziroma kozmični žarki so težava tudi recimo za elektroniko v satelitih ali pa avionih. Na površju Zemlje je pa tega dosti manj. Ne? Mislim, pač pridejo samo, kot vidite, 1 kvadratni decimeter na sekundo, mioni, ki relativno slabo interagirajo z nami. V višjih plasteh, kjer pa tega v bistvu neke sorte zaslona od atmosfere, ki nas ščiti pred temi kozmičnimi žarki, ni, pa to lahko škodi tudi elektroniki, ne? Ali pa tudi pilotom, ki veliko letijo z avioni in so bližje, višje, manj atmosfere imajo nad sabo, tudi dobijo veliko večjo dozo kot povprečni Zemljani. Zdaj, mioni so bili pa v bistvu odkriti skoraj že 1 stoletje nazaj, pa me zanima, kaj pa je recimo odkritje mionov predstavljalo v fiziki tedaj, oziroma kako je recimo to vplivalo na področje fizike osnovnih delcev? Če sem prav prebral iz Wikipedije, je kozmične delce oziroma kozmične žarke so odkrili leta 1912, pripisujejo to odkritje Viktorju Hessu.
Mion je pa odkril Anderson leta 1936, tudi pri pač raziskovanju oziroma proučevanju kozmičnih žarkov. V tistih časih so bili kozmični žarki pač zelo veliki zver novih odkritij na področju fizike osnovnih delcev. Anderson je istega leta, ko je odkril mion, dobil recimo Nobelovo nagrado za odkritje pozitivnega elektrona, če hočete. Mion je pa tudi neke sorte elektron, samo da je 200-krat težji kot elektron. Kaj elektrone vsi poznamo, recimo. Kakšne pa so recimo potem tehnologije zaznavanja teh delcev, ko ste rekli, da je bil tudi recimo pol eksperimentalno detektiran, kakšne so bile recimo metode detekcije zgodovinsko? V tistih časih mion pa pozitron so odkrili v nekem detektorju, ki se imenoval meglična celica, kjer je na določenem mestu je nadkritična para, ki zaradi tega, ker se pojavijo pač te kondenzacijska jedra pri preletu nabitih delcev skozi, se potem okoli teh jeder nabere neke sorte megla in dobite potem tako meglično sled v smeri, kjer je potoval ta nabit delec. Na ta način potem so to seveda fotografirali na fotografski film in te filme razvili in s tem pač pokazali, kaj se je zgodilo. No, recimo tekom razvoja tega projekta pa sta se Luka in Tilen oglasila tudi pri vas na IES, kjer ste pokazali to iskrno komoro. Kak način detekcije pa v bistvu ta predstavlja? Kaj je mogoče tam detektirati oziroma opazovati? Tam je pač še en drug način, kako lahko pridemo do te detekcije. Spet v iskrni komori oziroma iskrni celici je notri plin, v našem primeru je to helij. Ko delec, recimo mion, ki je nabit, preleti to komoro, na svoji poti ionizira ta plin, tako da dobimo pač v plinu dobimo ione na tistem področju, kjer je ta sled blag. Potem pa z tem, da vklopimo visoko napetost med sosednje plošče, ki so nabite ene z visoko napetostjo, ene pa so ozemljene, pride do preboja. To pomeni, da pač tam, kjer je pač ta delec šel skozi, se vzpostavi neke sorte pot, kjer se potem ta električni puls iskra razelektri in potem dobimo pač sekcijsko koščke poti od tega delca, ki je šel skozi. To moramo seveda, zato je potrebno ne samo to, da mislim, ker če bi bilo neprestano nabito, to ne bi dobro delovalo, zato imamo pač tudi nek prožilni sistem od zgore in spodaj, sta podobne detektorja, kot jih ima Tilen v tej svoji inštalaciji, to pa tak velik scintilator po celem področju te komore je zgoraj in spodaj in gleda na to, da prideta istočasno signala v obeh detektorjih in potem nabije te plošče in potem se pač razelektri skozi te poti, ki jih je ustvaril delec. Zdaj, ko ste ravno omenili ta detektor, ki je uporabljen v samem delu, gre za detektor Cosmic Watch, ki ga je kot free hardware v bistvu objavil MIT, mislim, da leta 2017. Luka, ti si kar en velik del odigral pri recimo sestavljanju teh detektorjev. A bi nam lahko mogoče kaj več o tem povedal, recimo, kako poteka recimo proces izdelave, pa tudi v bistvu kaj nam omogoča recimo detektirati? Ja, res je. Se pravi, s Tilnom smo nekako odkrili, opazili ta open source
open hardware detektor, ki so ga pač MIT pa v sodelovanju z nekimi poljskimi fiziki razvili za uporabo v enem svojem projektu in so ga zelo dobro dokumentirali na spletu in tudi na GitHubu, tako da smo ga lahko pač mi jih izdelali. Se pravi, postopek nekako je šel tako, da smo downloadali najprej sve file, potem smo jih uporabili, da smo dali izdelati tiskana vezja. V bistvu tle sta dve tiskani vezji, eno tole tiskano vezje v bistvu glavno, ki napaja zadevo, ima gor Arduino, se pravi majhen računalnik, in na tej strani je še v bistvu konverter voltaže za senzor, ojačevalec pa peak detektor, se pravi nekaj, kar ojača in podaljša puls, ki ga dobimo iz senzorja, da ga pol Arduino tale lahko zazna. No, drugo tiskano vezje je tle noter, to je pa nekako bolj ta senzorski del detektorja. Se pravi, to, kar je zavito v črno folijo, je zato, da svetloba not ne pride. Noter je en kos plastike, posebne plastike se reče scintilator, in en senzor oziroma fotopomnoževalka silicijska in en kos tiskanega vezja. In kaj se zdaj tle zgodi noter je, da ko ion pride skozi ta detektor, se v scintilatorju poblisne. Kakor jaz razumem, je to bolj ali manj zato, ker se majčkeno počasni in del te energije mora nekam iti in se pač izseva kot foton. Zdaj ta scintilator je tle obliman z tudi aluminijasto folijo, da se pol to odbije v senzor, ki je tle spodaj. Senzor ga pač zazna in pretvori v en dosti kratek šibek puls elektrike. No, in če dam te dve stvari skupaj, pol takole nekako pride cel detektor, puls pride v ta del vezja, kjer se ojači, v ta del vezja, kjer se podaljša in tlele pač računalnik ga zazna. Kar je fajn pri taki open source zadevi, ki je dobro dokumentirana, je to, da mi pol lahko zadevo prilagodimo. Se pravi, smo uporabili tiste pine na Arduinu, na mikrokontrolerju, ki še niso bili izkoriščeni, zato da lahko prožimo pol dejansko vizualizacijo. Se pravi, dodali smo neko svoje vezje, kjer je nekaj LED diod, pa en elektromagnet pride gor in pa pač par komponent, ki v bistvu napajajo oziroma prožijo glede na signale mikrokontrolerja te močne ledice, pa elektromagnet. No, tlele recimo je še primer displejčka, ki je tudi v bistvu del detektorja, ki pol, na katerem piše, koliko dogodkov je bilo zaznanih, koliko časa je že prižgan, potem izračuna frekvenco in tako naprej. In skratka, poleg tega, da smo mi brez nekega posebnega razvoja lahko izdelali si pač te detektorje, tam seznam komponent, mi smo jih naročili, dobili
izdelali vezja in se zlotali. V bistvu je tudi koda odprtokodna, da smo potem lahko v bistvu začeli z nečim, kar deluje, je pa obenem odprto, tako da smo lahko prilagodili in priredili za potrebe inštalacije. Koliko natančen pa je recimo tak detektor? A je možno v bistvu, da zaznava še kaj recimo poleg mionov? Ne, kaj bi recimo v tem primeru kak šum? Ja, lahko v bistvu mislim, da zazna več ali manj tudi druge visoko nabite delce, pač z tem, ko ga zatemnimo, ga izoliramo od normalne svetlobe, ki je okoli nas, ampak recimo, če bi verjetno bil nek vir rentgenskih žarkov ali pa radioaktivnosti blizu, bi verjetno pokazal tudi ta sevanja. Ampak glede na to, da, kot smo rekli, nas atmosfera ščiti pred temi zadevami, ki so jih v vesolju več ali manj so to mioni, tako da lahko prek tega sklepamo nekako, koliko je teh mionov. Recimo tudi se pozna, če bi šli pač, ne vem, na vrh gore, bi bilo majčkeno več. Mi smo tle v stolpnici, tako da v bistvu vsak nadstropje nad nami jih nekaj pobere. Če bi šli v klet, bi bil en določen procent manj, recimo, ali pa če smo v eni ozki dolini, kjer je veliko gor, visokih, je tega manj, če smo pa na zelo odprtem, vidimo veliko neba, pa pač relativno več, recimo. Zdaj, če lahko še to dodam, da v bistvu ta detektor ne ve, kaj je skozi prišlo, lahko pa zazna nekako jakost tega pulza, se pravi tega bliska, in s tem tudi nekako lahko ločimo bolj ali pa manj hitre, močne mione med sabo. Hvala, Luka, za tole podrobno razlago. Zdaj pa čisto, da si mogoče gledalci lažje predstavljajo. Torej v bistvu vsaka izmed teh bliskajočih ozvočenih enot vsebuje en detektor. Tile, na kak način pa recimo te signali iz detektorjev pol prožijo te svetlobne in zvočne signale, oziroma tudi na kak način recimo te zvočno-kinetični in pa svetlobni signali so v bistvu povezani s trki, kaj lahko v trkih recimo gledalec tukaj nekako sklepa. Ja, v inštalaciji je 7 enot, povezanih v kovinsko mrežo in vsakič, ko del zadane eno enoto, una enota proži vibracijo pa svetloben puls. Zdaj, ta svetloben puls je sprogramiran tako, da je v bistvu tako en naraven blisk. Informacija gre od tega senzorja v Arduino in Arduino potem naprej prevede in pošilja informacije diodam LED in temu solenoid motorju. Če pa govorimo o načinu, kako je to sprogramiranje, pa v bistvu tako, da se svetloba zelo naravno obnaša. Se pravi, blisk je tako, da bi zabliskala neka iskra. Izbira svetlobe je tudi po Planckovi krivulji, se pravi, gre za naravne vire svetlobe, razen UV, ki sem jo dodal kot izjemo. Vse to se mi recimo, oprosti, če sem te zmotila, ampak to se mi recimo zdi zanimivo pri sami formalizaciji, da recimo te trki v bistvu niso predstavljeni zgolj kot nek blisk, ampak je pol tudi recimo ta barven moment, ki pol sledi. In se mi zdi, da pač
marsikdo, ko pa je že imel priložnost videti inštalacijo, te v bistvu velikokrat vpraša, kje pa je tukaj recimo vloga barv, nam tudi to v bistvu kaj signalizira, oziroma zakaj je recimo vključena. Vloga barv v bistvu ni nadznanstveno povezana. Ne? Se pravi, tukaj je čist sam kot nek umetniški izraz, no, izbor barv. No. Gre iz tega, sem probal vse možne variante, monokromatsko in vse. In sem se na koncu odločil za to barvno kombinacijo različnih odtenkov naravne svetlobe. Ne. Zdaj, zakaj so pa točno daje kot so, je pa lahko skrivnost. Okay. Dobar, da je še nekaj nevidnega na delu. Jaz se v bistvu to sem te v bistvu hotela tudi vprašati, meni je recimo zelo všeč pri tvojih delih, a ne, recimo vedno deluje zelo izčiščeno, v obliki zelo minimalistično, v bistvu te tvoji gesti. Formalizacija je vedno nekako med nečim recimo zelo jasnim, skoraj inženirskim, a ne, recimo tako kot trk miona ponazoriš recimo s tem trkom aktuatorja ob struno, a ne. In se mi zdi, da v bistvu hkrati je pa tu recimo ta del, ki si zdaj rekel, da ga ne bi izpostavil, ne? Da je še nekaj, česar mogoče gledalec ne ve, in se mi zdi, da v bistvu nekako vedno loviš neko ravnotežje skoraj, no, recimo med ekspresijo, med neko subjektivnostjo in neko notranjo logiko objekta, ki pa recimo pol motivira ta izčiščen del. Ne vem, a se strinjaš recimo, da tako v delih nekako skozi delaš na neki tej meji med recimo tem subjektivnim momentom in pa nečim recimo zelo predmetnim ali pa nečim, kar je, ne vem, skoraj da blizu znanosti. Ja, lahko bi tako rekli, ja, temu. V tem delu se izčiščenost recimo vidi, tukaj sem probal učistiti inštalacijo vseh nepotrebnih elementov, ne. Tisto, kar je pa potrebno, je pa izredno poudarjeno. Ne. Se pravi, te trki so poudarjeni iz več različnimi načini. Ne. Tisto, kar pa recimo ni toliko pomembno, sem pa odstranil in se pravi tudi nek dizajn tega ohišja za te detektorje se mi ni zdel pomemben oziroma bi naredil mogoče zadevo še bolj kičasto. Ne. Zato je zadeva izgleda zelo formalistično. Ne. Vse žice so vidne, gledalec lahko nekako vidi, kako je to izdelano, ne, čeprav je ta tehnologija pač ni mainstream, kar se tiče samega detektorja, ampak mogoče je to razlog bil, zakaj je vse skupaj sestavljeno zelo formalistično, v smislu, zelo funkcionalistično, ne formalistično. Tudi iz navadnih L-profilov je konstrukcija sestavljena in tako zelo surovo, no, in sem se odločil za tak pristop v tem primeru. Ne. Ja, sej, recimo, ne vem, tudi zdaj, že ko govoriš, a ne, se vidi, da v bistvu da zelo velik pomen v bistvu zelo veliko vlogo v bistvu puščati tudi gledalski izkušnji, oziroma da se zelo tako pozorno ukvarjaš tudi v bistvu z gledalčevo potem izkušnjo, a ne, recimo v delih se mi zdi, da zelo izstopa to ukvarjanje, ne, s percepcijo, s fizikalnimi, optičnimi pojavi, recimo z materialnimi karakteristikami različnih medijev, tehnologij, ne, na nek tak fenomenološki recimo način, ampak tvoja komunikacija pa v bistvu ne, torej zelo cilja na nek tak bolj jasen, univerzalen jezik, mogoče nekaj, kar izhaja recimo ponekod iz zakonov zaznave, percepcije, in da je v bistvu po tem delu tudi morda razumljivo recimo širši publike. Ne. Pa me zanima v bistvu tukaj recimo, odkot pa tvoje zanimanje v bistvu za to vrstne recimo naravne ali pa tehnološke pojave. Je to v bistvu lahko vežeš tudi recimo na svoje delovanje, pa recimo na oblikovalskem področju, na področju videa, produktne fotografije?
Tukaj bi rekel, da mogoče je vpliv mojega ozadja, produktnega oblikovanja, da se tukaj vidi v tem, da se ukvarjam s temi splošnimi zakoni percepcije. Ne? Se pravi, da gledalec, ko vidi neko delo, mu ni treba takoj prebrati opis, ne? Kaj to delo je, ne? Ampak ga recimo že samo delo povleče v neko raziskovanje. In potem gre potem recimo prebrati, o čem se gre, oziroma raziskuje naprej. Ne? Se pravi, nočem na začetku preveč direktno postrečno. Fajn je, da gledalec sam raziskuje. No. Se pravi, ta vrstni red mi je pomemben, da najprej gledalec pride in zaradi dela začne raziskovati neko temo, ne, ki ga potem mogoče še toliko bolj zanima. Gre brati po internetu o nečemu. Se mi zdi, da če bi tako zadevo preveč recimo konceptualno zastavil, da bi nekdo že skoraj vse vedel, preden bi šel pogledat, no, mogoče ne bi toliko sveže gledal na zadevo, oziroma ne bi videl širine noter, oziroma ne bi raziskoval sam pri sebi okoli dela. Ne. No, recimo, vse to sem imela v mislih, ker sem rekla, ta neka minimalna gesta. Ne. V resnici tudi pri tem delu, recimo, čeprav recimo, da obravnava nek fizikalni, kozmični pojav, se meni zdi v bistvu prav posrečeno to, da so mioni nekaj, kar je že v galeriji. Ne. V bistvu pač v galerijo, če lahko rečem, padajo, ne, tako kot v kjerkoli drug prostor. Ne. Tukaj se zdaj pač sklicujem recimo na to, da je pač težava galerije vedno to, da je pač prostor nekega prenosa, ne, in je recimo neka neposrednost tukaj zelo nekaj nemogočega, ali pa je tisto v bistvu, kar se lovi. Sej, Luka, vem, da si v bistvu že malo prej nakazal, kak je recimo z detekcijo mionov, ampak zdaj tukaj lahko čisto malo za šalo, malo pa za res, tudi v bistvu bi te vprašala, a ima osmoza, ker v 8. nadstropju kako prednost recimo tukaj pred pritličnimi galerijami, ker je pač večina teh prostorov. A je tukaj kaj lažja detekcija ali je bilo v bistvu vseeno recimo težko, a so kakšne, ne vem, čisto infrastrukturne motnje, torej ta urbana krajina, kaj oteži, kak je bil recimo pol proces tudi kalibracije tega? Zdaj, ne vem, lahko bi rekel, da v nekem smislu, če bi bili res zakopani globoko nekam v, ne vem, bilo tega bistveno manj. Zdaj, ko smo majčkeno bolj, imamo razgled, je tega mogoče za malenkost več. Še zmeraj en del, mi smo nekako na sredi stolpnice, tako da nek del mionov še zmeraj poberejo nadstropje nad nami. Ampak jih pa veliko pride, bom rekel tako, od strani, ali kaj bi lahko rekel. Tako da ni pa zdaj to tak blazna razlika. No. Se pravi, gre za par procentov, 10-20% mogoče razlike, če bi primerjali z, ne vem, z pritličjem te stavbe ali pa drugače pa, če bi bila galerija pritlična, se pravi, da ni veliko nad njo, tudi ne bi bilo kar po mojem podobno. To v bistvu sem vprašala tudi zaradi tega, ker Tilen, ti si na začetku, smo malo tudi razmišljali o postavitvi v bistvu na prostem, v javnem prostoru, kjer si ti v bistvu kar domač svojo prakso, recimo od nekih svetlobnih intervencij v javnem prostoru do recimo teganja z nalepkami in recimo tudi bi rekla, da verjetno ti je dosti lažje potem tukaj tudi dobiti enega gledalca, ki je, kakor si omenil, v bistvu najprej odprt za izkušnjo in pol v bistvu razmišlja, pa prebira, raziskuje o tem, kaj to je. In se v bistvu na tem mestu spomnim tudi na eno vmesno točko
ki je bila izvedena na PIF-campu, kjer smo 2 leti zapored v bistvu tudi razvijali ta projekt. A bi lahko mogoče malo več povedal o tisti vmesnem delu, kjer so lahko v bistvu torej tudi udeleženci tega campa dostikrat neki naključni gledalci izkusili delo? Ja, to je bil na koncu izpadel kar hecen projekt. To je bil v bistvu rezultat prvega prototipa, ki smo ga naredili. Se pravi, gre za recimo eno enoto, ki je ta hip predstavljena na inštalaciji. Se pravi, en detektor. Ne? In potem na koncu, po tednu PIF-campa, je bil čas za predstavitev in smo se spomnili ideje, da bi zakopali ta detektor v zemljo. V sodelovanju s Klemensom, ki je prinesel ogromen vibracijski motor za industrijske namene, smo sodelovali, naredili neko škatlo in s tem ogromnim vibracijskim motorjem zakopali v zemljo in je bila oblikovalska izkušnja, da se je v bistvu tam, ko je ta delc zadev senzor, ne, se je zemlja dejansko stresla. In je bil tak hecen, zelo enostavno narejen rezultat. Tako da je zelo materialno, v bistvu, preden je del sploh kaj zadev ta detektor, se sploh ni videlo inštalacije, potem se je v bistvu videlo samo tresenje tal. Ja, se lih ta umestitev v bistvu v tla, v zemljo. To se mi je zdelo tako ful posrečeno, v bistvu tudi zaradi tega, ker mioni v bistvu ne prečijo samo nas, ampak padajo tudi recimo, dosegajo tudi globine zemlje recimo, ali pa neke nam nedostopne prostore, recimo vulkane, v globino planeta. In v bistvu to je tudi, da mogoče tukaj tudi navežem na eno izmed recimo glavnih aplikativnih odvodov, recimo mionov, Dr. Gorišek, ta mionska tomografija, bi nam lahko mogoče kaj več o tem povedali, recimo, zakaj se to uporablja? Ja, en izmed načinov, kako lahko kozmične mione uporabimo, je, mislim, zaradi tega, ker so relativno prodorni, to pač izvira iz tega, da so precej težji od elektrona, elektroni bi se veliko prej ustavili, so lahko uporabni kot radiacija, s katero slikamo oziroma delamo tomografijo velikih objektov, kot so recimo piramide. To so že, se mi zdi, da že v 60 letih so probali v piramide v Gizi na ta način slikati. S tem pač, da se postavijo, mislim, s tem pač, da pogledajo, koliko mionov zmanjka v odvisnosti od kje so za piramido in s tem se da ugotoviti, da je mogoče v tisti piramidi kakšna večja odprtina in pol pač je ta absorpcija mionov manjša ali pa je pač piramida polna. Bolj natančno se da seveda slikati s temi mioni, ki pridejo iz vesolja, če bi si zamislili, da zmerimo njihovo smer pred in po objektu, ki ga slikamo. To pa, kot vem, probajo uporabiti za slikanje tovora v transportih, ne vem, recimo v kamionih, kjer bi se dalo, oziroma kjer se da odkriti tudi precej gostejše objekte, kot so pač pričakovani objekti v tovoru, recimo kakšno jedrsko orožje, ki bi se pač tovorilo brez vedenja, bi se na ta način dalo odkriti. Kakšno, recimo, temu vlogo pa mioni igrajo v vaših raziskavah, recimo na inštitutu ali pa tudi znotraj raznih projektov, v katerih sodelujete kot raziskovalec? Mioni so eni izmed relativno stabilnih, tudi mioni razpadajo relativno hitro, ampak v CERN-u, kjer se ukvarjamo z raziskavami v fiziki osnovnih delcev,
sodelujemo pri eksperimentu Atlas. To je en zelo velik detektor, približno 40 metrov dolg in 25 metrov visok v premeru cilindrične oblike, kjer v središču tega detektorja pride do trkov zelo visoko energijskih protonov, ki jih pospešujemo v velikem hadronskem pospeševalniku, trkalniku, in potem pač te trki naredijo vse mogoče stvari. Med drugim tudi lahko nastane pri teh trkih Higgsov bozon, ki smo ga v CERN-u dokazali leta 2012. Potem te pač novo nastali delci, ki so zanimivi, kot je Higgsov bozon, zelo hitro razpadajo na vse mogoče delce, med drugim lahko tudi na mione. In te mione se da in te mioni bojo potem pač zaznani v našem tem ogromnem 40-metrskem detektorju. So pa relativno bolj prodorni od ostalih teh črepin, ki nastanejo in pridejo do zunanjih slojev našega spektrometra, tako da če zaznamo sledi delcev v zunanjem delu našega spektrometra, skoraj z gotovostjo vemo, da so to mioni, in to nam da kar pomembno informacijo pri tem, da ugotovimo, kaj je iz teh, iz česa so te mioni nastali. To pomeni, da če recimo dobimo 4 mione v zunanjem delu našega detektorja in se potem skupaj sestavijo v isto točko in še po možnosti imajo skupno maso tistega delca, ki je razpadel, podobno kot je bil od Higgsovega bozona, lahko z veliko verjetnostjo najbrž trdimo, da je pač v tistem dogodku nastal Higgsov bozon. In recimo pri zadnjič, mislim, da smo ko smo se pogovarjali, nekaj izpostavili, v bistvu tukaj tudi pomen sodelovanja oziroma recimo kasneje tudi prosto dostopnih tehnologij. To so pač res veliki sodelovalni projekti, a tukaj recimo tudi ta moment znotraj prosto dostopne tehnologije igra kako vlogo, recimo tudi, kot sem omenila, vi delate, v bistvu se ukvarjate tudi z outreachem znanosti, recimo v katerih aspektih, recimo take znanstvene ali raziskovalne ali pa posredovalne, recimo neke aktivnosti bi pa videli, recimo prosto dostopne ali pa odprtokodne tehnologije. Mislim, kot posledica ene od teh pač prosto dostopnih tehnologij se najbrž mi tukaj gledamo, ki je bilo pač recimo v prosto uporabo dano iz CERN-a, to je pač nek Tim Berners-Lee kot raziskovalni sodelavec v CERN-u razvil za, ta HTML, pač protokol pa brskljalnik, za lažjo izmenjavo, takrat je bilo pač to namenjeno za lažjo izmenjavo znanstvenih rezultatov med znanstveniki. In to je pač prišlo v prosto uporabo in se je pač razvilo v neslutene pač dimenzije, če tako hočete. Drugače pa več ali manj, na našem področju neko skrivanje ali pa patentiranje ali pa pač ni zelo ne vem, kako se temu reče, se pač veliko ne uporablja. Pač večino stvari je prosto dostopnih. Seveda pa morajo tiste stvari, ki jih damo ven, pomeni pač naši rezultati, morajo biti pač preverjeni v smislu, da ko mi zajamemo recimo podatke z eksperimentom Atlas, ne moramo pač teh bitov zapisanih na diskih in trakovih takoj dati v prosto uporabo, preden jih še sami razumemo, kaj smo posneli. Ker stvari so precej kompleksne, ampak na koncu koncev
podatke, ki so razumljeni pa očiščeni, v veliki meri pristanejo v obliki prosto dostopnih podatkov, ki jih lahko tudi pač drugi pridejo do njih. Med drugim imamo recimo v Atlasu, pa tudi v naših konkurenčnih eksperimentih imajo pač nek outreach program, med drugim eden izmed njih je International Masterclass, kjer se organizirajo razni praktikumi za dijake in študente, kjer dobijo v uporabo podatke, ki so dejansko zajeti z eksperimenti, in lahko si sami ustvarijo pač mišljenje, kaj se tam vidi, in potem lahko združijo te podatke in ugotovijo, kako bi se videlo, če bi oni prišli do te analize. Druga stvar, ki smo jo dali v prosto uporabo, recimo pač en izmed drugih primerov, je pa tudi recimo Higgs Challenge. To je takrat, ko smo leta 2012 objavili članke, ki so dokazovali, da Higgsov bozon obstaja, so te podatke, ki so jih predelali na tak način, da so bili splošno uporabni za širšo publiko, jih dali v uporabo komorkoli, da je meni se je bil pač omejitev do katerega datuma, da so probali iz enakih podatkov dobiti pač več signala z tem, da so uporabljali druge, da so razvijali metode, kako iz tega izluščiti sam signal. Luka, recimo, Ljudmila pa tudi v bistvu že od svojih začetkov skorda, poleg tega fokusa, torej na prosto dostopno in protokodno tehnologijo, v bistvu podobno, kot je omenil dr. Gorišek, uporablja recimo te tehnologije tudi recimo za izobraževanje ali pa za nek outreach, v tem primeru recimo umetnosti in znanosti. Kako bi pa recimo ti ocenjeval po vseh teh letih recimo nekak pomen ali pa vlogo ali pa tudi neke dejanske učinke takih pristopov v umetnosti? Ja, res je. Mislim, definitivno že čist v bistvu na začetku Ljudmile smo zelo hitro začeli uporabljati Linux za naše strežnike. Zdaj pa v zadnjem času pa je vedno več teh protokodnih tehnologij v bistvu se pojavljajo v tej tako imenovani maker sceni oziroma maker sferi. Tle recimo Arduino, ta mali mikrokontroler, ki je tudi v našem detektorju en tak svetu primer, ki je v bistvu takrat so razvili ga kot orodje za poučevanje tako imenovanega physical computinga na eni italijanski šoli za industrijsko oblikovanje. In ker te profesorji niso bili prepričani, da toliko časa bo še ta šola pravzaprav obstala in kaj se bo zgodilo, če slučajno ne bo, so se bali, da tudi bi oni sami izgubili dostop do te tehnologije in so zato primarno takrat zadevo razvili kot odprtokodno. In no, izkazalo se je, da so s tem v bistvu osvojili cel svet nekako in da danes pač ne samo, da Arduino, se pravi oni še vedno proizvajajo in prodajajo veliko, mislim, milijone teh naprav in tudi novih in novejših,
manjših, večjih, močnejših in različnih pač za različne namene. Jih tudi pač proizvajajo klone, marsikdo drug, Kitajci, lahko si jih narediš sam doma praktično. In s tem so nekako tudi spostavili kar eno področje, kjer je tudi veliko različnih rešitev in projektov. In ja, skratka, z webom smo dobili nek tak zelo lep poligon za deljenje teh stvari. Tako da, recimo, poleg, rekel, komercialnih firm, ki to uporabljajo, ta pristop, recimo, eden največjih je recimo SparkFun, ali pa Adafruit. Zanimivo je Adafruit, ki je v bistvu dosti tudi se z umetniško bolj mogoče pozicionira, in kjer v bistvu oni odprtokodnost uporabljajo kot nek rekel marketing ali pa možnost širjenja publike. Je zelo veliko projektov, ki so v bistvu po svoje nekomercialni ali gre za nek v bistvu hobi nekoga ali pa gre v bistvu za idejo, da pač neki človek razvije, nima pa namena tega spremeniti v produkt, ampak pusti pač ljudem, ki to najdejo, da si to sami naredijo. Tako da potem pa v bistvu, ko mi, ne vem, delamo delavnice, recimo, velikokrat najdemo že tako potem na spletu določene rešitve, določene projekte, ki jih lahko kot v Tinovem primeru prilagodimo ali pa vsaj sprobamo, dobimo kakšno novo idejo in potem spet naše spremembe, v bistvu naš pridelan projekt spet objavimo, dokumentiramo in na ta način se nekako širijo ideje. Širi se pa tudi v bistvu znanje, ne. Mislim, veliko te tehnologije praktično ni tako zdaj nekaj novega, cutting edge, bazičnih raziskav, ampak so to stvari, ki so v bistvu, ne vem, generacija naših staršev takrat bolj ali manj razvila in se pravi, osnovni elektronska vezja, tranzistorji, diode, so bili, ne vem, v 60-ih nekaj tako bolj tehnološko zanimivega, ampak in danes so tehnološko zahtevne stvari že tako komplicirane, da so čisto absolutno over our head. Skratka, recimo enega mobilnega telefona ali pa čipa za mobilni telefon, procesorja, si mi v svoji delavnici ne moremo izdelati. Lahko pa se prek eksperimentiranja z bolj enostavnejšimi zadevami nekako naučimo osnov elektronike in podoživimo ali pa vsaj osvojimo neko znanje, ki je pa podlaga za tudi to, kar se danes razvija še vedno. Pač s tem, da je več, manjš, ampak v osnovi še zmeraj enako. Ja, tako. All in all, mislim, da je zelo pomembno, no, in da smo zelo, stojimo za tem, da stremimo k uporabi in tudi k proizvajanju odprtokodnih in odprtih vsebin. Ja, verjetno, a ne, tudi v smislu recimo tega širšega sodelovanja
v projektu KONS, kjer je tudi en izmed ciljev ali pa smernic, tudi neko prehajanje med disciplinami, neko vsaj inter ali pa transdisciplinarno sodelovanje. Zares verjetno, kot si rekel, je v bistvu to en zelo pomemben gradnik takih sodelovanj, da lahko v bistvu nekdo, ki pa mogoče sploh nima nekega tehničnega, tehnološkega ozadja, se v bistvu tudi vključi v eno tako skupino. Tilen, recimo, ti pa recimo prosto dostopne odprtokodne tehnologije, pa tudi recimo DIY pristope ali pa kakšne bolj skupnostne momente, to je v bistvu pri tebi prisotno tako umetniški, kot recimo tudi v oblikovalski praksi. A bi rekel, ne vem, kakšna je izkušnja recimo takih pristopov na dveh recimo na različnih takih področjih? Ja, to je zanimivo vprašanje. Pri oblikovanju je zelo malo odprtokodnih zadev, zato ker je ogromno tekmovanja in v bistvu je vse poganja kapital. Tako da sem se mogoče od tega splošnega oblikovanja kar malo oddaljil, mogoče tudi zaradi tega, ker je rigidno. Se mi zdi zelo pomembno. V umetnosti je več odprtokodnih zadev, tudi seveda iz praktičnega razloga, ker je cenovno dostopno priti do neke tehnologije. Zdaj, verjetno, če bi šli delati take detektorje, takih detektorjev se konkretno mislim, da niti ne da kupiti, ampak če bi se pa jih dali, bi pa to verjetno bilo 10-kratni strošek izdelave, če bi samo detektorji kupili. Prav to je nek praktičen vidik. Zdaj, kar se tiče pa tako vidika, moralni vidik odprte kode, pa da je seveda ta pomembno to, da je to neko kolektivno raziskovanje in deljenje znanja je normalno lahko prinese recimo bolj tehnološko dostopnemu svetu v prihodnosti na veliko področjih. Je pa nažalost je problem financiranja neka taka dosti velika ovira, da bi se recimo open source hardware bolj razvijal. Sem se lotev takih projektov recimo 5 let nazaj. V teoriji bi to bilo zelo ambiciozno lahko, če bi se sistemi po celem svetu na ta način prilagajali, ampak se ne, ker enostavno kapital premaga te zadeve na področju oblikovanja. Mogoče kakšen komentar tu strani recimo tebe, Luka, ali pa dr. Gorišek, recimo iz vaših področji, kakšne konkretne še izkušnje oziroma recimo ovire mogoče pri dosledni rabi takih pristopov? Samo prednosti v glavnem. Super. Jaz ne vidim, ampak pa tudi, mislim, pač teh spin-off projektov iz našega področja je kar nekaj, pa to pomeni pač, da so tisti, ki so pač naredili nekaj z tehnologijo, ali je bila to hardware ali software, ki smo jo pač pri nas razvili, dobili to pač zastonj in so iz tega pač naredili nekaj, kar je bilo potem uporabno za splošno populacijo. No, vidim v bistvu, da smo tako eno zelo debato uspeli spraviti v tale kratek časovni okvir. Običajno bi na tem mestu prišli, bi se lahko odzvali tudi na komentarje gledalcev. Zdaj, tako kot sem na začetku omenila, bi vas mogoče pozvali, da nam vse komentarje, vprašanja pustite na socialnih omrežjih, na YouTubu in se bomo vsi potrudili, da vam po najboljših močeh odgovorimo kmalu. Tako da hvala lepa tudi vsem vam, gostom, za sodelovanje v pogovoru in upam, da se kmalu vidimo tudi v Osmozi v živo. Hvala. Hvala.